Na Gornjem Seniku na sedežu državne slovenske samouprave je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Republike Slovenije začel svoj obisk Porabja. Po pogovorih s predstavniki krovnih organizacij porabskih Slovencev si je ogledal primera uspešnega financiranja iz slovenskega vladnega programa spodbujanja gospodarske osnove Slovenske narodne skupnosti na Madžarskem 2021-2024, kmetijo Labric z mesno-predelovalnim obratom in prodajalno teh izdelkov ter hišo jabolk in lokacijo za njeno nadgradnjo. Seznanil se je tudi s projekti, s katerimi želijo porabski Slovenci kandidirati za sredstva v okviru skupnega slovensko-madžarskega sklada na podlagi sporazuma med slovensko in madžarsko vlado o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh slovensko-madžarske meje. Gre za obnovo edinega slovenskega mlina v Porabju, mlin Filo, izgradnjo centra obšolskih dejavnosti ob slovenski vzorčni kmetiji in za obnovo edine slovenske žganje kuhe in stiskalnice bučnega olja. Ja, moram reči, da sem zelo zadovoljen in hkrati zelo počaščen nad Slovensko narodno skupnostjo tu v Porabju, ki je vseh zamejskih skupnosti najmanjša, je pa najbolj učinkovita, najbolj povezana in hkrati lahko rečem so gotovostjo tudi zgled ostalim in to, kar skupnost daje Sloveniji, to Slovenija daje skupnosti in zato jih podpiramo v vseh prizadevanjih, pri financiranju vseh aktivnosti naših društev, pri programu spodbujanja gospodarstva in podjetništva in hkrati snujemo projekte za naprej, ki bojo sofinancirani skupaj iz tega mešanega sklada. Nad obiski iz matične domovine so v Porabju vedno veseli, saj tako dobijo priložnost, da na terenu predstavijo dejansko stanje in težave, s katerimi se morda spopadajo, ter jih seznanijo s projekti. Ti, ki jih imajo v načrtu in so jih predstavili ministru, so projekti večjih vrednosti. Obnova mlina, naprimer, katera že poteka, saj z enim projektom preko Interrega so prišli do denarja, s katerim so lahko začeli tiste najbolj nujne stvari obnavljati, streho so zamenili, okna so zamenjali, ampak seveda za obnovo opreme pa za delovanje rabimo veliko denarja, enako za žganjarno, za katere imamo že pripravljene načrte v Števanovci. Žganjarna je zdaj v eni stari hiši, tukaj bi radi zgradili vsekakor eno novo hišo, v kateri bi delala naprej ta žganjarna, naša porabska, na ta način, kako je v starem času delovala, ampak stavbo je treba na novo zgraditi, prav tako oljarno za bučno olje, katero je znano za slovensko Porabja tudi, in en prostor, kjer bi se lahko zbrali ljudje, obiskovalci, to je tam nekje blizu 500.000 evrov. Podobno večji projekt je tudi obnova mlina in pa tudi ta mentorska hiša za otroke na Gornjem Seniku in seveda imamo še manjše projekte, katere bi tudi radi do konca spravili in pa tudi začeli nekatere. Kljub visoki vrednosti načrtovanih investicij v Porabju iz skupnega slovensko-madžarskega sklada, minister izpostavlja, da bi lahko z aktivnostmi začeli zelo hitro. Realna možnost je, da projekti stečejo še letos. Mislim, da smo prav v zadnji fazi sprejemanja tega programa, ki mora biti potrjen strani slovenske in madžarske vlade. Gradivo je tako rekoč že pripravljeno, tako da jaz računam, da bomo v kratkem tudi to potrdili in da letos imamo že v proračunu 1 milijon evrov rezerviranih sredstev in tako bomo sredstva rezervirali tudi v bodoče. Kolikšen delež bo prispevala Slovenija in kolikšen Madžarska, še ni dogovorjeno. To je stvar prihodnosti, ker bo odvisno od projekta do projekta, kako bo sofinanciran, kakšen bo dejansko vložek posameznika glede na vrednost, tako da pustimo čas v čas. Zelo pomembno je, da ta program čim prej obe vladi potrdita. Nenazadnje tudi letos načrtujemo mešano komisijo Slovenija-Madžarska, letni sestanek, ki bo po vsej verjetnosti septembra in bomo verjetno tudi tam naredili en pregled za nazaj in snovali tudi pot za naprej.
Na podlagi pozitivnih rezultatov programa za spodbujanje razvoja gospodarstva v Porabju iz zadnjih let bodo pripravili pilotni projekt za razvoj podobnih programov v vseh slovenskih zamejstvih. Absolutno, projekt je uspešen, ki daje že seveda prve rezultate in prav je, da se seznanimo, kako so projekti bili speljani, kakšna je prihodnost teh projektov. Hkrati je pa zelo pomembno to, da bomo program snovanja gospodarskega razvoja vseh 4 zamejstev dejansko zgradili in pripravili na podlagi teh izkušenj tukaj v Porabju in bo zajemal od leta 2025 do 2028 celotno zamejstvo. Ministra so ob obisku spremljali veleposlanik Republike Slovenije v Budimpešti dr. Marjan Cencen, generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru Dubravka Šekoranja, predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovač, predsednik Državne slovenske samouprave Karel Holec in zagovornica slovenske narodnosti v madžarskem parlamentu Erika Köleš-Kiš. Med ogledi različnih projektov po Porabju so tako imeli priložnost poklepetati, se zahvaliti za pomoč in izpostaviti težave, s katerimi se soočajo. Predstavili so res zadovoljstvo in ponos, da Slovenija tako stoji ob strani, tako naš urad kot ostala ministrstva na drugih področjih. Seveda so pa izzivi tudi na področju infrastrukture, predvsem pa sprejemanju prostorskega akta, tam pri Hiša Jabolk, kjer ne samo ta del, ampak tudi drugi del, kjer je vezana tudi na mlade in mlade družine, res prostorski akti že 2 ali 3 leta niso sprejeti. In tle se bomo potrudili tudi po diplomatski noti, da opozorimo na madžarske oblasti na regionalni in državni ravni, da probajo res to spremembo speljati in temu prostoru dati tudi nek dodaten zagon in da mladi ostajajo na tem območju. Minister je dan zaključil na sprejemu, ki ga pred Dnevom državnosti 25. junijem tradicionalno pripravlja Generalni konzulat Republike Slovenije v Monoštru in ob tem izpostavil, kako pomembno je tudi v zamejstvu praznovanje slovenskih državnih praznikov. Absolutno je zelo pomembno za ohranjanje naše kulture, naše identitete. Pomembno je tudi, da letos obeležujemo 20. obletnico vstopa Slovenije v Evropsko unijo in smo ta korak naredili skupaj z Madžarsko. In sta Slovenija in Madžarska 2 povezani državi in mislim, da je tudi nam v ponos, da Madžarski predstavimo in se pohvalimo, da so Slovenci tudi del te skupnosti. Ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu ter podpredsedniku vlade Republike Slovenije Mateju Arčonu je pripadla tudi vloga slavnostnega govorca.